Dobro jutro, živjo. Ponedeljkovo jutro po 24. septembru smo zdaj že 26. in smo ugotovili, da se ni zgodilo nič. Kako da ne, če se pa ful stvari zgodi. Datumi kot taki, sem že večkrat rekel, niso za napovedovati, kaj bo kdaj kaj. Ampak kljub vsemu imajo ti datumi nek poseben pomen. Pridem do kaj. A veste, kaj pravi pa retrogradni Merkur, pa Pluton je v ribiču, v ribah. Pa jaz ne vem, pa če seštevaš številke, dobiš 17, pa dobiš 1, 7, 7, 6. Skratka, ugotovitev, kaj bo kdaj, je bilo do zdaj eno žbiljardo. A drži. In mnogo ljudi pravi, ja, vi ste mi datumi, vi kaj duhovno ste napredni, pa razsvetljeni, da kaj pa je, pa nič ni, ne? Ne vem, če je to glih tako, ne? Ne vem. Vem, da se marsikaj dogaja. Na nas je, da te datume nekako probamo, ko prihaja neka napetost, pa na zunaj se ne zgodi nič in ljudje se usedejo nazaj in čakajo naslednji datum. In pa so spet pripravljeni, da se bo nekaj zgodilo, in spet se ni nič zgodilo, ne. Ni fora, da čakamo katerikoli datum, da se zgodi šakapakabum, ker se ne bo. Solarni flash, o kateremu govorimo, je solarni pleksus, solarni flash znotraj solarnega pleksusa, kjer se zgodi preboj, kjer se zgodi final breakthrough, je rekel Freddie Mercury. Datumi mogoče pomagajo sem na ta način, da v bistvu nas pripeljejo do da bo, ampak ni catch, da se bo od zunaj nekaj spremenilo. Spremeniti se mora znotraj nas samih, ker mi smo znotraj nas. Mi smo nobody. Nobody. Brez telesa je nobody. Pa anybody, katerokoli telo, pa nobody je bistven. So stvari spet na glavo obrnjene, ta satanistični cirkus pedofilski je vse stvari nam obrnil na glavo in naredil tanko mejo med tistim, kaj je prav, pa med tistim, kaj je zavajajoče. Zato še zmeraj opozarjam, pazite na lažne glasnike, ki probajo točno na ta način zapeljati. Pa dajte primer Stevanoviča, ki je razlagal, kako je on za to, da bo nam vse super, pa so bile pa volitve, je bil pa tik-tak zraven, pri koritu, pa trikotnik ima tetoviran z enim mučkom na rami. To je ta farizejski nepravi glasnik, lažni glasnik, prinašalec luči. Mi vsi smo bili ene zgubljene ovce, ne? Zdaj, eni ste lepo sledili, ubogali sistemu, nekaterim pa ta sistem že od nekdaj ni bil, nešto ne valja, ne? In zdaj v bistvu probamo slediti te neke ljudi, jaz sem jih največ najdel skozi glasbo. V glasbi so mi povedali, da only time will show, to je ta Enja, tudi recimo, ki jo imamo v ozadju, ni glih tako mat zdaj, samo čas bo pokazal in patient, ne, bodi potrpežljiv, ne bodi pacient, ne, isto patient. Kaj hočem reči? Datumi kot taki se jih ne da napovedovati, zaradi tega, ker valjda ne bomo zvedeli datumov, kdaj bo padla kabala. Čeprav pa je kabala padla danes zjutraj, že ne vem katerič, na kolena. BlackRock, največja banka, svetovna banka, vseh bank v bistvu, mama banka, je bankrotirala, ne? To zdaj za sabo spet vleče domine. Čeprav prva domina je bila najbrž Kraljica, pred prvo domino je bila pa Hollywood, teh domin je že ful, mislim, dokazi, da kabala nima več kontrole nad nami, je vsak dan več. Zdaj tist, ki hoče to videti, ne? Zdaj bom apeliral še, ne bom pol. Bom si prav zapisal, ko bom pozabil, narcisi v članku, o zavajanju sem mislil.
Zavajanje je na vseh nivojih. Mi smo živeli v laži in ta laž ne popušča. Ne? Se pravi, kabala, mainstream oziroma sistem ne popušča pri svojih lažeh. Še vedno nabijajo eno in isto. Ja, cepiti se morate, a ne? Jaz se počutim varno, ker sem se cepil. Zdaj pazi, Svetlana Makarovič celo pravi, da cepljeni so v bistvu izkaz idiotizma, ne? Smo mi cepljeni, smo izkaz idiotov, ne? Največji debili smo ti, ki smo necepljeni. Tako da ne bodite cepci, cepite se, ne? Mislim, zame so cepljena samo drva, vse ostalo pa ne bomo nič cepili. Mogoče kakšno slivo, da bo boljša, ne? Kakšen ringlono navadno češko. Ne se cepati, bože ne, da pa se to itak že veste, če ste zdržali do tle, ne boste ga ni junaka, ki vas pripriča, da se morate cepati. Celo od nas sem ujel, da zdaj ta cepiva povzročajo strašne težave ženskam pri jajčnikih in maternicah in moškim imajo težave s penisom, pa z semenovodom, pa z jajčki, kako se že reče, testisi, a ne? Torej, ta cepiva so bila usmerjena na dokončno poškodovanje razplojevanja nas, ljudi. Čeprav bi bilo fajn, da bi se nehali ljudje razplojevati tisti, ki so res škodljivi in delajo škodo naši državi. Govorim o vseh manipulatorjih na samem vrhu, pa pejmo od cerkve proti vladarjem, pa proti bankirjem in koncu mnogo pravnikom, ki so, ne vem, kje se nahajajo ti pravniki pa varuhi človekovih pravic. Se pravi, vsi so na državne cizike preklopljeni, ne, na državni aparat in goltajo te, bom rekel, plače, pokojnine ali pa velike dodatke, da so oni še vedno del sistema in ga podpirajo do tiste točke zavajanja, kjer se pa na koncu le izkaže, da nimajo prav. No in na podoben način je zdaj tudi opis narcisov, znotraj mislim, da je Siol objavil. Narcisi so, vendar je tudi tam noter članek zavajajoč. Ne? Tako da, še ko dajo naslov, je treba prebrati do konca in v bistvu gotoviš, da je na tega. Dajte, prosim vas lepo, ugasniti čisto vse, kar ste do zdaj poslušali, pa tudi, če mislite, da berete Delo, da je to ful boljško, kar Slovenske novice, ali pa če poslušate Val 202 namesto Radio 1, je to tudi isto zavajanje, sem z resnim glasom, tam pa jaz balbutastim glasom, ne, mislim pač, dajte, imejte zamar, da nič ni tako, kot izgleda, a ne? In pravih informacij vam sistem ne bo dal, ne bo rekel tist, ki je poražen, da je poražen, tako kot Ukrajina ne bo dala ven informacije, da je popušila, ne? Mislim, tle imamo mi izbeglice, to so člani, najvišji predstavniki kabale, katerim mi imen seveda valjda ne vemo, so tle z nekimi v Sloveniji, tudi z najjačimi avtomobili v hotelih, ker za njih niso begunski centri, oni so. Nimamo pa nekih ruskih teh ubežnikov, ne, bom rekel, beguncev. Sej pa tle je že dosti dober podatek. Zdaj, če dalje več ljudi vidim, ipak ima oči, da vidi in ušesa, da sliši in srce, da nekako razume to situacijo. Bom rekel, ne, srce za ljubezen, ampak ta možgan že zna kalkulirati, da v tlele pri celi stvari nekaj ne gre ni v redu in prihajamo do spoznanj. Spoznanje je tista edina stvar, ki šteje, lastno spoznanje in to je ta lastna resnica, ki nas bo osvobodila, pred tem pa nas bo spravila v težke momente. V težkih momentih spoznanja, kje smo živeli, torej 2 od 10 sta 2 normalna, 8 je narcisov. A veste, kakšen je tu procent grozen? Se pravi, če grozno slabo je in znotraj teh 2%, ne 20%, moramo se izboriti, kako sem že rekel, 80% odbrcati, mora nas 20%, vendar 80% lažnivcev je organiziranih, 20% resnicoljubov je pa deljenih in razdeljenih celo na tak način, da so nas 80% narcisov med sabo trudili se skregati. A ne? To so vse take neke podle igre, ko jih spoznaš, gre za wow, mislim, ti gre na jok, ampak dejstvo je, da je treba stvari sprejeti take, kot so. Z višjega namena se vse dogaja tako, kot se mora. Zdaj, to dojeti je
ne, naš začne študirati, pa zakaj je zdaj to, pa zakaj je ono rekel, pa zakaj ni tam pelala, pa zakaj, džabe, majster, najboljš, da sprejmeš, pa rečeš, tole je za nekaj dobro. Let me see, daj da vidim, zakaj bo pa tole zdaj dobro. In ziher je, izkaže se, čez čas, da je vse, kar se ti dogaja, glih z namenom. Če drugega ne, v večjem delu so to lekcije, spoznanja, da prideš do lastne resnice, še globje in še bolj za zares, ne? Zdaj, kaj sem hotel s temi datumi? Nekako prideti na temo ravnovesje, ekvinokcij je bil, je v naravi, noč je enaka, dolžina dneva enaka dolžini noči, gre za ravnovesje, ne, torej smo točno na sredini in v teh datumih se pojavljajo še močne energije, ki dodatno vplivajo na nas. Ti zna biti, može, ampak po drugi strani dajmo mi noter pogledati v sebe pa si priznati, da v bistvu naše življenje je point, da je v balansu, ne, malo dela, pa malo počitka, pa malo veselja, pa malo resnosti, malo zajebancije, malo resnosti, malo hrane, malo pijače, malo peš, malo sede. Ta balans, zdaj ne bom šel v druge detajle, ampak biti nekje v razmerju in kadar je človek v balansu, je človek v harmoniji sam s sabo in kadar je pevski zbor v harmoniji, takrat je slišati lepo. Če pa poslušate neke razštelane glasove, bom rekel, slabega pevovodja, recimo največkrat je pevovodja kriv, da so razšteleni, ki pevovodja bi mogel reči, alo, ti pa greš fovš napram temu, tako da dejta se vidva uskladiti, ti moš više zapeti, da bosta vidva v harmoniji. Mi imamo nekega takega pevovodja in to je univerzalna ljubezen, ki nas združuje. Naši umi nas pa razdeljujejo, ne, vsak po svoje, pa smo si egote našraufali z raznimi identitetami, z raznimi pečati in žgemo vsak po svoje. Jaz bom najhitrejši, jaz bom najboljši, jaz bom najbolj zanimiv, jaz bom najlepša, jaz bom imela najlepši avto, ne vem kaj. Bedarija brez primere. Mi vsi smo eno in eno znotraj tega, kar smo znotraj sebe. Ta svetloba, ta energy, ta vibe, mi smo duša znotraj telesa, ki je vodena, ona ima svojega dirigenta, sama duša ima svojega vodnika in kot kolektiv imamo svojega dirigenta. Aj prav. Sam treba je njega najprej slišati sebe in slišati tega, poslušati in upoštevati tega dirigenta. In ta dirigent smo spet zopet mi sami sebi, ker Bog je v nas, ker mi smo Bog, pa duša, pa energy. Mislim, vse to je res malo težko opisati. Zdaj, da se navežem na datume, ta balans pa enakonočje, džabe, da vi čakate datume. Nima smisla. Oni so sem zato, da taj napovedi so tle zato, da nas malo trigajo, malo spodbujajo. Ampak Freddie Mercury je kao že pokojni, pa ni. Kaj je on že rekel? On je bil tudi razsvetljen. On je te stvari v času nazaj dogajajo, se pravi, on ni čakal datuma zdajšnjega 24.9.2022, da bo nekaj. On je že takrat dosegel, ker se je odločil takrat, da je vzel pri sebi tukaj in zdaj bom naredil breakthrough. In tudi vi in mi vsi imamo možnost tukaj in zdaj reči, jaz postajam človek, za sabo zapuščam sistem, sem pogumen, grem naprej in ne dam se več manipulirati. To možnost imate vi zdaj in si jo morate vzeti, ker vam je tukaj na dlani, sam jo morate vzeti. Ne bojte se nekoga, ki vam pravi, da pa, če boš pa vzel, boš pa kaznovan, ne, vi lahko vzamete. Pa ne on kriči kar če, se on je del cirkusa. Vi si vzemite, ja, ne upate se, ker se bojite, da boste pa pol ostali brez desne gume na vašem prečudovitem BMW-ju. Karikiram. Pa nima veze, se imate dve noge, pa boste šli pa peš, ne? A nimate nog, ja boste pa puzali. Vi pa ne morete puzati, pol boste pa z glavo razmišljali. Spet to karikature, kao ne morem, pa veš, to se tudi ti lahka, zato ker, majstri moji, jaz lahka, nič ni bila z lahkama, aj prav. Jaz sem tudi
prišel do te točke, da sem rekel, jaz nimam kaj izgubiti, pa ni bilo tako hudo, da zdaj pa jaz nič nimam. Ne, zdaj tako razumeti, jaz na nič se nisem navezal in nimam kaj izgubiti na tak način kot nekdo, ki je na smrtni posli, nekdo, ki ve, da bo umrl. On, poznam en tak primer, zato zdaj govorim, strašno bolan, in je začel žgati čez sistem, je odkril na svojem profilu, deli, kolikor duša da, vse možne stvari, ker ve, se zaveda, da nima kaj izgubiti. Njega lahko pridejo, pa ga ubijajo. On itak ne bo preživel. To so bili neke vrste kamikaze. So kamikaze, tudi kamikaze so bile take, one so vedeli, da grejo v gotovo mašo in so dali kar vse. Freedom is just another word for nothing left to lose, je rekla Janis Joplin. V filmu, kaj že, Into the Wild, je fant rekel, zapuščam sistem in me ne briga nič. Jaz grem, ker ne, in je pustil in avto, in diplomo, in starše, in vse, in cash je zažgal, in vse skupaj, in je rekel, mene to ne zanima, jaz grem, ker je življenje. In življenje on znotraj sebe je najdel, ampak odhajal je v samoto. Dobro, pustimo zgodbo, kako se konča, zaradi nevednosti je pač umrl, ampak vi morate se zavedati, da ko boste vi stvari zapustili, zaprli vrata za stvarmi, ki ne koristijo več, takrat se vam odprejo čisto nova obzorja, ki jih ne poznate. Ne poznate, vam so tuja, ampak mnogo mislecev, razsvetljenih ljudi, mojstrov, učiteljev pred nami je govorilo o tem svetu skozi pravljice, skozi knjige, skozi misli, skozi glasbo, skozi knjige, skozi romane, skozi ne vem kaj. Včasih so mogli ti ljudje bolj zapekelati svoje informacije, ne tako, recimo zdajle jaz pa še marsikdo, kar na glas govorimo o pedofiliji, o cirkusu, o prevari, niso smeli na tak način, ker so jih zažgali razne Keteje, Murne, naše, bom rekel, poete, ki so imeli videnja, ki so govorili o svobodi, ko so videli zablodo ljudi, kako so ljudje zaprti, zapigani in so slepo sledili nekomu, ki so mu dali oblast. Ne? Slepo so sledili vladarjem, ki so rekli, mi smo vaši vladarji, mi smo vaši dušni pasteri, mi smo vaši zdravniki, mi smo vaši. Kurac noben ni bil naš, nikoli. So bile barabe preoblečene v naša oblačila, obleka naredi človeka. Ja, oni, ki so ene pizde obične, so se oblekli v kravato in zdaj pa jaz sem pa hudke popar. Turšiška pa nima kravate, je pa en mangup. Tako so nas označili, tako kot Svetlana Kamarovič, ki pravi, da smo bedaki, mi, ki se nismo cepili. Mislim, ona je pač z roko v roki z oblastniki, ne, mislim, ne bom, pa Makarovič, ko sem mu ful rad. Njene pesmi, Pekarne, Mišmaš, znam na pamet. Ej, tifeteta, bela se moka, dobro, mečkate, nekaj. Krasne stvari je imela, ampak zdaj, ko te izjave njene vam padajo, mene grozno, mislim, pa zdaj, včeraj sem prvič se javno obregnil z imenom, Mimi, mislim, cel halo, cel kažin, ne, zdaj pa kakšen napad, ne, nič se ne sekeram jaz, ampak moramo priti z imeni ven zaradi tega, ker ni prav, da smo zavedeni, ne, ni prav, da verjamemo tem floskulam, ker če moramo komu verjeti, smo mi. Narcis nas z gaslightingom, to je tehnika, zavaja toliko časa na tak način, da ne verjameš sebi in da na koncu gre on lahko tako daleč, da sploh ne veš, da ti je ime Matej. Rečeš, mater se, če nisem pa res, jaz Matejava, neki, kar neki. Tako znajo narcisi te stvari vrteti in znajo narcisi vrteti stvari na tak način, da vam počasi oduzamejo vse, kar imate radi. Tako da
kaj imate radi, morate pred narcisi v bistvu ne pokazati. Oni vam ne želijo, da ste vi srečni in jim ne pokazati, da delate stvari, ki jih imate radi, ker vam jih bodo odvzeli. In na lastni koži preverjeno, na marsikaterem tekstu prebrano. Ja? Tako da, zdaj, nekdo me je vprašal, joj Matej, pa mi bomo kar večno se umikali tem narcisom. Ne, dragi moji, ne, večno pa ne. Najbolj pomembno je, da mi v določenem... Mi se moramo umakniti od vsega, od sistema, od ljudi, od narcizma in ne vem kaj. Zaradi tega, da mi v naravi predvsem najdemo sebe, svoj glas, svoj mir in to povezavo z naravo, ker mi smo narava, ne? Mi smo v vesoljskem oblačilu, ki je narejeno iz naravnih materialov, ki so najdeni na Zemlji, ne na Uranu, Saturnu ali pa ne vem kaj, ampak na Zemlji. In se moramo umakniti in tam najti svoj jaz, prav naštudirati, kako te barabe narcistične funkcionirajo. Šele ko vemo, kako funkcionirajo, se lahko pojavimo pa spet umaknemo nazaj in moramo v bistvu sebe zbildati, zgraditi v eno močno kuglo, ki tak napad narcisa z lahkoto potepta. Ne? In ena stvar je še ful pomembna, ko opažam pri ljudeh, da dajo ful opravičil narcisom v kontekstu, joj, pa sej ta človek, veš, pa pusti ga, veš, ne vem, pa sej je neizobražen, pa je imel težko otroštvo, ne vem, pa je star, pa je pozabljiv, pa je ne vem kaj. To so opravičila. Narcisa opravičuje, pa celo človek opravičuje narcisa, ker iz sebe ven gledamo, da ljudje niso taki. Mi zmer mislimo, da so ljudje vsi dobri, pa ni res. Grozno je tudi spoznanje, da v bistvu niso vsi narcisi po lastni izbiri. Magic spell, sem rekel, da se je dogajal, matrica je vplivala, ta čarobni urok je delal na ljudi, da ne vidijo, da ne prepoznajo resnice, ampak gledajo skozi nek filter, ki jim ga je narcis nastavil. Sistem, indoktrinacija in konec koncev energetska, bom rekel, mešanga, da ni slika jasna, kristalna, realna, ampak da je zavedena, tako preko raznih informacij, raznih klevet, neresnic, ki jih narcisi širijo. Zdaj sem vas to malo zakompliciral, zihar niste razumela, ne? Ali pa nič hudega. Sej jaz probam veliko videov narediti, da bi bilo čim bolj jasno, pa ne gre, ne da se. Sej, dobro, v vojni živimo, ta vojna gre proti koncu, zagotovo. Zjutraj sem najdel še en posnetek. Kdo je pa bil, mater, zdaj si pa ne bom priimka spomnil, eden izmed sodnikov v Ameriki, ki deluje z ekipo White Hat, William Barr, mislim, da je William Barr, je rekel, 15 let smo jih prek Agencije za National Security, se pravi za nacionalno varnost, so implementirala svojega človeka in so spremljali 15 let organizacijo Hollywooda, Wall Streeta, Black Rocka, koncu v kompletne pedofilske mreže in vse. In on je tisti, ki je rekel, we got them all like a boss. Se pravi, imamo vse. Vse smo ujeli in 15 let zbirajo podatke o vsakem gnilobnežu, ki je delal nad nami genocid oziroma pripravljal stvari za genocid in v bistvu, ki je bil upleten v delovanje proti človeštvu. Ne? Ker oni so nam nekaj rekli, delali so pa drugače, absolutno, to je bilo pravilo številka 1. Skratka, 15 let so podatki tukaj. In zdaj, we got them all, imamo vse, pomeni vse. Ne? To ne pomeni, da v Sloveniji pa ne. To ne pomeni, da v Romuniji pa ne vejo, kdo je. Da mislim, da ne vejo, kdo je Vučić, recimo v naši bivši Jugi, kaj Srbija to. Vse vejo, vse imajo. In v Sloveniji je 36 000 takih ljudi, ki jih je za
odpeljati na hladovino, v razmišljanje, v kesanje, oziroma nič od kesanja, mislim, da so kar konkretne zaporne kazni oziroma smrtne kazni. Jaz pravim, konoplja zdravi, tudi pedofilijo, mislim, najprej moraš štrik narediti, pol pa jih obesaš, te mangupe stari, ker to je overload. Zdaj, morajo biti odstranjeni, ni na nas, da jih sodimo. Eno dobro sem prebral, bodi svetišče in ne sodišče. Nismo mi sodniki, karmo imamo za te stvari in vsak je tukaj s svojim namenom. Nekateri zato, da pomagamo prebujati, nekateri zato, da pomagajo poiskati, nekateri zato, da pomagajo soditi, nekateri, da pomagajo pobrati, nekateri, da se izkažejo in da nam pokažejo gnilobo. Ti, ki kažejo gnilobo, so vse okrog nas v 80% sem rekel grozno slabo. Jaz sem bil prepričan, da je manjši procent, ampak izgleda, da ne, da je kljub vsemu tega balasta negativnega okrog nas too much. Enostavno too much. Ti narcisi so zamaskirani v 1001 obleko, 1001 identiteto. Če si predstavljate, zakaj zdravniki ne grejo v penzijo malo prej, ne, tako kot policaji, ne, policaji radi izginejo čim prej iz obličja, da imajo mir, ne, imajo beneficiran staž, samo da ubogajo, kaj jim rečejo. Zdravniki pa ne, pa razni pravniki tudi ne, so ful radi, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker so oni v svojem življenju naven pokazali, da so oni najjači, ne, vsi ostali so pa drek. In taki ljudje imajo navadno nič prijateljev, a ne. Če so pa oni v službi, so pa na točki, a veš, jaz sem doktor, primarij, a ne, jaz sem hud kapopar, a ne. In tam se lahko izživlja nad pacienti, nad sestrami, nad snežilkami, nad strežnicami, nad vsemi. Jaz sem bil v zdravstvu, jaz sem videl ta gniloben pristop teh doktorjev. Pa spet ne vsi, ne, ampak večji del vidiš, da ste nagamat in si misliš, pa je pemtiš, pa jaz nočem biti del zdravstva, pa to ni noben so človek, ampak so vsi nad ljudje, ki ne zdravijo s kamilcami, žajbljem, zeljem in tavžentrožo, ampak izključno s farmacevtskimi produkti. Torej, mene bo že 20 let nazaj jasno, da tlele hudo nekaj smrdi. Nisem vedel, da so stvari take, ampak ja, zdaj pa se lepo pokrijejo. Kam jaz vse pripeljem, iz tega ravnovesja? Ravnovesje je naše naravno stanje. Ravnovesje brez strahu, brez čustvenih izlivov. Dočim jeza je še dovoljena, ne, to lahko, ostala čustva pa ne, mislim, zdaj sem zaglavil, ne. Človeki morajo imeti čustva pod kontrolo. Čustva so gonilna sila. Moja največja gonilna sila v tem preboju je bila jeza, spoznanje. Jezen sem bil na te fucking narcise in cel sistem in ta konj je bil pri mene najmočnejši, ampak ga je gonil, da ni ta jeza padla ven, pa koga na gobec, pa na koga začel kričati, pa tako, ampak kontrolira vsa čustva, dejte tudi vi imeti čustva pod kontrolo, ne bodite čustveni invalidi, ne bodite čustvene razvaline, ne bodite čustveno, kako se že reče, bodite čustveno uravnovešeni. Tri možne so poti prehoda, tako jih jaz razumem, preko jeze, preko strahu in preko žalosti. Totalna žalost je tudi ena izmed točk, ko prideš do samega dna in se obrneš, ne. Tudi preko strahu bo večina prišla do svojega preobrata. Ta strah se zdaj kopiči, veča, raste na vseh nivojih. Spet po drugi strani mnogo ljudi je strah opustilo za sabo in so pripravljeni že iskati, pa ste pripravljeni iskati že stvari po sebi, vendar ne tle dodam, ne se bati iti domov v sebe, ne se iti bati prezračiti plesno v kot, kjer še skrivate neko staro travmo iz otroštva, pa ne morate iti čez to, da oprostite, ne vem. S
stricu, ki vas je zarit grabu, ki sta bila majhna ali pa ki si bil majhen. Ali pa morate dati čest, to je bilo zato, da ste vi spoznali danes, tukaj in zdaj, kaj je bila igra in kam ta stric pravzaprav paše in da vi ste lahko v žlahti krvavi milijonkrat, ampak v bratskem dušnem svetu pa niste bratje pa sestre. Ja. In prav je, spoznanja so tista stvar, ki bodo pripeljala ta celotni planet do končnega preporoda. In rojevanje ni enostavna stvar, ne za tistega, ki se rojeva, ne za tistega, ki rojeva, torej ne za mamo, niti za otroka. Porod ni enostavna stvar, tako da tudi ta preporod mentalni ni, ali pa duhovni ni enostaven. Spet po drugi strani pa bi vam rad povedal, da to je navadna Kekčeva pesem. Bodi ti, bodi srečen, bodi svoboden, bodi odprt, bodi zvedav, bodi navihan, bodi vesel, kdor poje zlo ne misli, a ne, mogoče tudi misli ne, kar je super. Misli so lahko en velik barabin, fajn je misli utišati, da slišimo srce, da misli mičkan utihnejo, ne, tišina banda, da ujamete tudi intuicijo. Intuicija je na nivoju kvantne fizike moment, kjer energetsko začutimo, naši možgani so oddajnik in sprejemnik in na osnovi intuicije lahko vi začutite drugega človeka, čist frekvenco njegovega srca in možganov, in ta intuicija je za poslušati, ona se nam poraja prvi vtis, res je moment, pa začne možgan delati, ne? Ampak ta prvi vtis je kabala zamenjala, ne, moš priti na razgovor za službo, pa prvi vtis pokazati, pa da si hud ka popar, pa lahko 40, da dobiš pogodbo za nedoločen čas, pol pa do nezavesti si tak, kačeš, ampak prvi vtis pa le nared dober. Tako je tela, kabala, mislim ti banditi pokvarjeni, ki so se maškarali, mislim, dajte pogledati malo dajte pogledati cerkev, recimo, ne? Kakšne oblačila, ne? Lepe besede, odzadaj v zakristiji pa pedofilija. Pa dajte malo pogledati, kako so sodniki bili z unimi lasuljami, pa še zdaj, ki pride na obravnavo, imajo uno črno stvar, da so hudi ka popar, ne? Da se ja ne vidi, kaj je spodi. Zlo. Zdaj tudi zdravniki, to so pa bele halje, nazvoj so hudi. Pa imaš te policaje, ki imajo vse neke pizde materne značke, kdo je kaj. Ni to tako prav, to niso, ne naredi obleka človeka, ne, tudi denar človeka ne pokvari, ampak ga sleče, na kakšen način, da vidiš, kdo je, ker je takrat vas brihten. Dajte se tudi vi slečiti in dajte se pogledati v špegu, kakšni ste, in dajte une črne flehe, ki jih imate na sebi, dajte dol. Tako je najlažje. Dajte jih stran, rabite jih. Vi nočete bremen sabo nositi. Vi nočete biti obremenjeni z nekimi stvarmi. Vi hočete biti razbremenjeni, veseli, svobodni in pomerjeni. Želite... Bom jaz povzel eno pesem Molitva, lahko si jo pogledate sami, poslušate sami, od Parni Valjak, Molitva, Aki Rahimovski, pravi, kaj vam bom povzemal, ljubezen je tista, ki jo rabite, če ljubezen zgine, v bistvu je tako rekel Aki, nije nestala, samo se sakrila. Je ljubav nije nestala, samo se sakrila. Ljubav je tukaj in vi jo imate v sebi, to, da se pripnete na njo. Skrita je pod raznimi umazanijami, ki so se nam nabirale skozi čas, skozi življenje, za nekatere ste odgovorni sami, za nekatere pravzaprav res ne. Predvsem ste sprejemali napačne odločitve in smo vsi, tudi jaz. Ampak vse je vsem oproščeno, kadar oprostimo sami sebi, in vse je odpuščeno, kadar odpustimo te napačne odločitve. Sej noben ni popoln, a ne? Noben ni perfekten. Vsi se učimo in življenje je neskončna lekcija učenja, mislim, neskončno proces učenja.
Zato pa smo tle, da se učimo in da izkusimo ljubezen, da izkusimo pravzaprav biti razočaran v ljubezni z eno osebo, zaradi tega, da začutiš, da je ljubezen mnogo širši pojem, kakor so nam ga probali razložiti, in kdor je na glas govoril o ljubezni, je bil vreden posmeha. Zaradi tega, ker so se zavedali ti kabalisti, da če bomo kadar mi spoznamo ljubezen, takrat je gotovo, bo še začel premikati gore. Res je tako. Dragi moji, dajte premikati gore tudi vi sami sabo, znotraj sebe, vse sprostiti, spustite tenzijo, ne rabite nobenih duhovnih mojstrov, nobenih tehnik, ne rabite nobenih astroloških kapelj lizati, da boste boljši. Vse to je placebo efekt. Lahko vam dam tudi jaz kakšno, jaz imam pa recimo, vam dam, imam novo tržno nišo, poleg majčk, ki so se začele zdaj prodajati na garderoba.si/mtk, ali kako že tam, imaš težki neki partnerji, pa sem jaz to vmes. Ampak zdaj imam novo tržno nišo, je pa pridite k meni na Sveti ogenj in vam bom jaz dal Sveti ogenj, čirule, čarule, in zdaj ste pomerjeni. In to je to, dragi moji, 100 evrčkov pa je. Dajte se držati, bodite iskreni, držite se bosa noga, pite vodo, kaj še sem rekel, in pozabite se smejati. That's it. Ljubljeni ste pa že zdaj. Pa dajte tudi pokazati sami sebi, da se imate res radi. Jaz pijem ginseng kavo. Kaj tacga. Nisem vedel, da je tako dobra. Mislim, saj si jo nisem sam kupil, ampak je pa the best. Čin.